tekst, ki je spremljevalni v predstavi in napisan zelo osebno. V neki osebni navezi kuratora in umetnika. Ja, v bistvu lih to sem hotel poudariti, zato dejansko, ker celotna zgodba se je začela tako, da sva z Željkom skupaj prijavila projekt v galeriji Škuc leta 2005 in sva tudi dobila razstavni termin in sva se odločila, da bi nekako probala prikazati najno osebno zgodbo, pač ta poznanstvo, ki se je zgodilo zelo tako spontano in pol dejansko kako se je razvijalo in iz profesionalne ravni prišlo na čist prijateljsko osebno raven. Takrat sem jaz tudi spoznal, da dejansko Jermanovo umetnost bom spoznal takrat, ko bom spoznal Željka tudi kot človeka, ne? Zato ker se te dve stvari sej pri večini umetnikov, ampak pri njemu res dejansko brez tega ne moreš. Ne? In pol je pač Željko leta 2006 umrl, kar je zame bil dosti tak močen rez, mislim tako šok, oseben, močen rez pa za projekt. In sem se odločil, da naredim nek omaž njemu, posvetim razstavo njemu, s tem, da ostane ta ideja te subjektivnosti, ki bi jo izrazila tudi skupaj. S tem, da tukaj pogovorim pač jaz o tem, kako sem Jermana pač jaz videl. Zdaj, mislim, med vama je potekalo intenzivno pogovarjanje, ne, kako si mi razlagal. Mislim, tudi, ne vem, srečevala ste se na kavah, pisali na vse možne listke, kako si tudi omenil, ne? Ja, v bistvu je, Jerman je bil gluh, ne, on je v začetku 90-ih oglušel, kar mu je zelo otežil komunikacijo. Ni se naučil nobene te govorice za gluhoneme in razvijal zelo specifično komunikacijo s posameznimi ljudmi, ne. In jaz dejansko sem konstantno pač pisal, ne. Jaz sem imel nekako, on mi je rekel, kako, da imam tako pač potrpljenje, da se mi da konstantno hoditi z zvezkom zraven pa mu pisati, ne. In se mi zdi, da tudi na tej točki je komunikacija postala še bolj osebna, ne. In to je bil pač pol neko izhodišče. On mi je pač nazaj odgovarjal, sem si jaz zapiske delal, mi skice, mislim, maile, imam shranjeno celotno korespondenco, ki se je med nama zgodila tako od začetka do konca. To je tak fascikel mailov, ne, in to, iz tega sem jaz pol črpal v bistvu te komponente razstave, ki so zdaj pač vidne, ne. Imam še eno vprašanje, pač, kako sem uspela prebrati, sto tudi tvojo medijsko napoved, pa kako si razlagal o razstave, je bil Željko ena takih glavnih oseb, ki je tebe tudi osebno potegnila v sodobno umetnost. Definitivno, ja. V bistvu prelomna točka je bila razstava tečaja za kustose, ki sem jo naredil leta 2004. In smo pač so kustosi povabili tudi pač Željka kot umetnika, da se predstavi z delom Martine instalacije. In tukaj sem ga jaz v bistvu spoznal. V bistvu bilo je naključje, jaz sem bil eden izmed pač kustosov, ki je zadolžen za enega umetnika, ne. Naključje in sreča in midva sem se takrat zelo ujela in takoj se je komunikacija začela, sprva res tako pač o umetnosti, tako mene je začela bolj zanimati ta pač postkonceptuala hrvaška 70-ta, 80-ta, on mi pri tem pomagal, mi omogočil, da sem se srečal z ljudmi, jih spoznal, mi pošiljal tekste. S tem se je pa odnos zelo intenzivna je bila ta komunikacija in se je na eni točki pač poglobil še v ta oseben nivo, ne. Zdaj, če smo že v teh njegovih, mislim, smo že v razstavnih prostorih, zdaj, če bi mogoče šla medva kar malo, če hočeš kako delo izpostaviti. Ne bi nič izpostavil, zato ker dejansko dela niso sploh niti kronološko nič urejena, so čist mešana. Tukaj imamo recimo eno delo iz začetka 70-ih, Dan mrtvih, in sicer zdaj smo v sobi Smrt. Željko se je konstantno v svojem življenju spogledoval s smrtjo in se jo ni bal in je se tudi zelo pač referiral na njo v svojih delih. Tako da tukaj gre za nek tudi, rečemo mogoče, tak časovni dialog, tukaj pač neko delo iz začetkov, tukaj iz konca
isto video, ne. Video je iz 76, ta pa iz 2006. Tako da... Ker razstavo sta se vidva že prej itak dogovarjala, ne? Tako da ti je bilo, mislim, recimo, kako je kuratorju takrat, ko se zgodi smrt umetnika v sredi procesa? Na kak način se pol odločiš? Ja, v bistvu jaz sem imel pač krizo, ne? Zato, ker to, kar zdaj gledamo, ni projekt, ki smo si ga midva zamislila, ne? Midva so hotela pač razstaviti nek projekt, ki bi pokazal ta nek najin odnos, ki se nam je zgodil. To pa ni to, ne. Tukaj je od tega najbolj osnovnega projekta ostala ta pač osebna, subjektivna raven, ki bi se zgodila tudi pač pri tistem projektu. Ampak jaz sem to razvil, se odločil, da posvetim projekt njemu, probam prikazati tudi neke formalne razpone, ki jih je dosegal, in pač to dati od ta nivo te moje osebne misli o Jermanu. Tako da dejansko je nek moj oseben trip, ne, sam si pa lahko tudi ljudje ugledajo res vse specifike Jermanovega dela, ne. Tako da, ja, Jerman. Ob sami razstavi pa je tudi ogromno predavanj in pogovorov. Zdaj tu imate tudi ene goste, Ula je prišel, pa Ješa Denegri je tukaj. Mislim, tako, to Ješa, to je pač čisto osebno poznanstvo, on je meni pač pisal tudi tekst za knjigo, ki bo izdana, pač enkrat v prihodnosti, pač posvečena tudi Jermanu. Ja, zraven sem pa tudi pač organiziral tako neka predavanja, zato ker sem hotel neko v širši kontekst postaviti tudi Jermanovo umetnost, tako da ni pač razstava sama sebi namena, pa da imajo ljudje tudi možnost kaj več zvedeti o Jermanu. Tako da Ulaj bo imel predavanje na temo fotografije z osebnejšim značajem, ki jo pa bo apliciral na samo Jermanovo prakso. Midva smo imela intenzivno komunikacijo zadnje mesece, sem mu pošiljal tekste, slike in on zdaj še pač je že 2 dni pred razstavo in se bo še posebej na samo razstavo pripravil in bo na to naredil predavanje. In tukaj se mi zdi, da bi bil Jerman zelo srečen, ker on je eno delo tudi Ulaju posvetil, leta 86, Fotoego Tot. In je sicer spomin na razstavo Fototod, ki je imel v začetku 80-ih Ulaj v Zagrebu. In enkrat mi je Jerman med pogovorom rekel, da kaj je prišel na Ulajovo razstavo, mi je pa 7-krat prišel. Ja, in pol ima Darko Šimičič iz Muzeja sovremene umetnosti v Zagrebu bo imel predavanje Jerman jedan od grupe šestorice avtora, kjer bo Darko Šimičič poskušal predstaviti Jermanovo delo v nek kontekst dela grupe šestorice avtora. Zadnje predavanje bo imela pa Iva Rada Jankovič, je pa govorila na svoje predavanje Dekonstrukcija je konstrukcija in bo govorila pač o teh formalnih Jermanovih načinih in seveda se na načinih pač umetniške prakse in se navezovala seveda tudi vsebinsko. Krška filmna fabrika. Men i arbetsgivare att man kan